Cenjene dame in gospodje, lepo pozdravljeni iz studia 136, to so vesti na vesti. Obisk britanske kraljice Elizabete II. Je bil osrednji dogodek v Sloveniji. Elizabeta je obiskala Lipico, se sprehodila čez Tromostovje, gostila povabljence na kosilu, poslušala koncert v Slovenski filharmoniji. V Lipici so ji podarili 16 let starega lipicanca z imenom 085 Favori Canisa 22. Konj, ki bo poslej last britanske kraljice, a bo ostal v oskrbi kobilarne Lipica, pa je bil ob predaji precej nervozen. Kraljica si je ogledala tudi predstavitev klasične jahalne šole. Nos pa je vihala. Misliš, da bolj smrdi kot na angleškem dvoru? Po kosilu na Ljubljanskem gradu se je kraljica z vzpenjačo spustila na Krekov trg. Nato so jo z avtom odpeljali do Tromostovja, kjer se je sprehodila čez Prešernov trg. Tam jo je pričakala množica. Bila pa je tudi zelo dobro varovana. Tamle gre. Tokle pa ljudi. Aha, teroristi. Ti prenosili vrtnico. Ja, v česa je pa to? A se je strašil kraljice? Ne. Kaj pa? Pač se rodga na vsake 2 uri, ne. Na vsake 2 ure? Pa ste že... 4 ure kle, ne. Ja, ne. To. A je šlo vse po planih, gospod policist? Šlo? Ja. Malo je šlo hitro mimo, jaz si to malo zameram. Ne vem, ker nisem nič videl. In smo bili mi v redu? Ja, pridni. V senci kraljičinega obiska so potekale študentske volitve Univerze v Ljubljani, ki so bile letos posebej zanimive. Naj spomnimo, volilna komisija ŠOU v Ljubljani je zavrnila 45 kandidatur neodvisne študentske mreže, ker so bile poslane priporočeno in ne z navadno pošto. Mnenja volivk in volivcev so bila različna. Uradni rezultati pa naj bi bili znani v ponedeljek. Izbire strank sploh ni. Mislim, tu se meni zdi še dokaj ta Titov sistem s črno skrinjico in kuglicami in tako. In prav zaradi tega sem se pač tudi odločila volj, da morda pride do kakšne spremembe in da se uvede malo več strankarski sistem tudi na te volitve. Nekako se samo med sabo dajo, ne dajo poudarek na študenta. Ja, pač za te, ki bom glasovala, se mi zdi, da delajo zelo dobro, no, tako da pač tudi njihovi žuri so ful fajn. O glasovih bo torej odločala kvaliteta oziroma količina vina. Finančni minister Andrej Bajuk in član Sveta Banke Slovenije Božo Jašovič sta napovedala, da bo država zagotovila 8 milijard evrov poroštev za refinanciranje domačih kreditnih ustanov. Nemčija je podobna poroštva zagotovila že v ponedeljek, Avstrija pa v torek. Ukrepi bodo v veljavi do konca leta 2009, izvedli pa jih bodo, če se bodo izkazali za potrebne. Božo Jašovič je takole pojasnil srž problema, ki ga poskušajo reševati. Banke smo rekli, da imajo težave z obnavljanjem virov na medbančnih trgih. Če teh virov, če obstaja negotovost glede obnovitve teh virov, če torej banke jim ni zagotovljeno, da bo te vire lahko obnovile, kaj lahko naredijo? Lahko samo zmanjšajo kreditno aktivnost. Če zmanjšajo kreditno aktivnost, nekatera podjetja ne bodo več imela financiranja. Če nekatera podjetja nimajo več financiranja, pomeni, da morajo one tudi zmanjšati svojo aktivnost. Če ta podjetja zmanjšajo svojo aktivnost, bodo ali prišla v izgubo, ali morajo celo odpuščati ljudi. Skratka, tudi obstoječi ali pa stari krediti bank do teh podjetij postanejo slabi. Tako se zasučemo v en začaran krog, gospodarsko recesijo. Lekcijo osnov ekonomije pa je dopolnil tudi odhajajoči finančni minister Andrej Bajuk. Nikar ne govoriti, kdo bo
kirurg, ki bo operiral, ko še edino, kar imamo, je morda nahod. Ne? Torej, bodimo pač zmerni, kar se teh stvari tiče. A si kaj besen? Mal pa sem. O davkih. Komentar dneva Marko Bratuš. Dober dan. Za začetek naj povem, da sem med ekonomsko najmanj izobraženimi ljudmi v Sloveniji. Kljub vsemu pa ne morem mimo podatka, ki sem ga zasledil na nekem blogu nekaj dni nazaj. Slovenija je po Forbesu najbolj obdavčena država na svetu. Če seveda izpustimo razne majstre, ki računajo na roko in ne odvajajo davkov. Podatek mi ni bil najbolj všeč, ampak klinc sem rekel, saj ne živimo tako slabo. Nato sem zvečer ujel na televiziji debato o tem, kako pokojninska blagajna ne bo zdržala in kako bi morali davke še nekoliko zvišati. V tem momentu se mi je nekoliko dvignil tlak. Spadam namreč v tisto generacijo, ki grozi, da pokojnine ne bo imela, če si je ne bo preskrbela sama, pa še v tem primeru ni vse ziher. Razumem, da se zdaj množično upokojuje baby boom generacija, ki jo je za kakšno tretjino več kot nas, njihovih potomcev. Ampak ne razumem, kako je pri teh vseh probranih davkih potrebuje država še več. Se je vsaka stvar obdavčena najmanj dvakrat. Prvič pri plači, honorarju ali študentski napotnici, drugič pa kot določeno stvar kupimo. Pri tem, da je recimo kruh obdavčen približno milijardokrat. Kmet plača davek, ko proda pšenico, mlin plača davek, ko plača mlinarja, ko zmleto pšenico proda pekarni in ko plača porabljeno elektriko. Pekarna plača peka, elektriko, po možnosti najemnino za prostore, davek za prodajo trgovini, kjer se davek ponovno pobere, ko kupec, ki je plačal davek na dohodek, plača svoj košček kruha. Mene kot laika na ekonomskem področju zanima predvsem eno. Kako je mogoče, da pri vseh teh pobranih davkih ni dovolj denarja za penzije? A se hecate? Denar je, mora biti, vendar odteka drugam. Razumem gradnjo avtocest, razumem plačevanje tovarišev miličnikov in ostalega uradnega obsebja, ampak Patrie, sistem Roland, 255 000 evrov za davčno svetovanje pri polaganju kablov v pediatrični kliniki, ne me fukat. Se vnaprej opravičujem, ker bom malo patetičen, ampak če hočemo v naši državi vzpostaviti blaginjo, moramo z denarjem ravnati malo bolj odgovorno. Poskrbeti moramo za ljudi. Kakovost življenja je tisto, kar državo naredi boljšo ali slabšo, ne pa neki zastareli oborožitveni sistemi ali umetni otoki. Kaj boš pa ti naredil? Nič, jaz rad plačujem davke. Jaz sem ful ponosen na avtocesto Maribor-Lendava. Zihar je 1 moj evro noter. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Začel se je festival slovenskega filma. Zbrane sta pozdravila direktor festivala Samo Rugel ter minister za kulturo Republike Slovenije Vasko Simoniti. Prvi celovečerni igrani film, ki so ga zavrteli na festivalu, je bil film Vinka Möderndorferja z naslovom Pokrajina številka 2. Sicer pa bo na festivalu predstavljenih kar 41 filmov, rekord, ki ga je slovenski film dosegel pod oblastjo, s katero je bil menda ves čas v konfliktu. Danes bomo snemali že 26. švic mikrofona. V ljubljanskem studiu 141 bomo gostili EJAQ Electric Jazz Quartet. Snemanje, ki se bo pričelo ob 20. si lahko seveda v živo ogledate tudi vi. Prostora na naši tribuni bo dovolj. Dobro dozo funka, groova, džeza, take neobremenjujočega džeza. Kakšni bobni pa bojo? Ful veliki, Oranžni. močni. Oranžni. Cel bobni. set Ful letih. majhni. A res? Ja. Pa bo fajn akustika. Ja, vsi grejo na velike, jaz pravim na majhne. Še vreme. Očitno je pri nas precej bolje kot v Veliki Britaniji. Če pa želite še višje temperature, se odpravite v južno Slavonijo. Tam so včeraj namerili 23 stopinj Celzija. Cenjene dame in gospodje, tudi to so bile vesti na vesti. Nasvidenje zopet prihodnjič.